predstavitev, hvala lepa za besedo. Najprej tudi v mojem imenu, v imenu ministra in ministrstva res iskrene čestitke čebelarjem, čebelarski zvezi in vsem partnerjem, ki ste danes pripravili ta dogodek. Jaz mislim, da je to prvi dogodek tak, da se je zbrala na enem mestu vsa serija certificiranih oziroma zaščitenih kmetijskih pridelkov in izdelkov. In tu se tudi vidi ta raznovrstnost in kakovost naše ponudbe. Jaz bi povedala, da tako kot je Čebelarska zveza v resnici zavrala ledino pred 8 leti, ko je na ta simbolen način darovanja medu ali pač predstavljanja medu čebel in čebelarstva v vrtcih in potem nadgradila pred leta 2011, ko smo prvič ta projekt izvedli kot tradicionalni slovenski zajtrk. Jaz sem se iz tega in tudi ministrstvo smo iz tega dobili eno dragoceno izkušnjo. Nikdar ne bi moglo ministrstvo samo, kljub temu, da imamo zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, kljub temu, da tudi za promocijo namenjamo nekaj proračunskih sredstev, ampak učinki teh naših prizadevanj ne bi bili nikoli taki, brez Čebelarske zveze, pa ne, da bi želela samo njih izpostaviti, ampak brez vseh, ki so se temu projektu pridružili. Jaz mislim, da nas je vse presenetilo to, kar je že rekel predsednik Noč, da je to postalo kar neko vse slovensko gibanje, ker praktično že v tem novembru na vsakem koraku jaz čutim ta duh tega bližajočega zajtrka skupnega in pač te promocije slovenske hrane. S tem lahko za kmetijstvo pravzaprav naredimo največ. Kot ministrstvo imamo seveda v okviru Evropske unije določene ukrepe in določene okvire, kako lahko pomagamo, včasih nas ta okvir omejuje. Ampak zagotovo pa lahko pomagamo na način, da pač damo neko večjo veljavo temu, kar pa sigurno slovensko kmetijstvo je. Slovensko kmetijstvo ne glede na to, da je razdrobljeno, da so kmetije pač majhne, ampak sigurno to, kar nudimo kot izdelek, je nekaj, kar se lahko primerja z najbolj kakovostnimi izdelki v svetu. Skratka, tega še nismo izgubili. To je na nek način ogrožena konkurenčnost pridelave slovenske hrane, težko doseči, ampak dokler to priznamo na tak način, da znamo to predstaviti kot višjo kakovost, mislim, da so tudi za usodo slovenskega kmetijstva ni bati. Jaz bi povedala še to, da smo prvič letos tudi slovenski zajtrk poleg vrtcev in osnovnih šol, imamo tudi prve primere že srednjih šol, vedno več institucij, občin, javnih ustanov, pa tudi podjetij, ki na ta dan pojejo nekaj slovenskega ali pa si tudi popravijo nekaj slovenskega. Jaz mislim, da je to ta prava pot in da s tem dajemo veljavo tako naši hrani kot našim kmetom, našemu podeželju, ne nazadnje slovenskemu narodu. Kaj pa je slovenski narod še zmeraj temeljil vedno temeljil na kmetstvu in še danes je to načelno od vodilnih stebrov. Tako da še enkrat čestitke Čebelarski zvezi in vsem partnerjem. Jaz sem vesela, da so tukaj tudi v resnici z nami tudi